En lep dober dan, tudi tokrat iz Konjskega vrha, tudi tokrat vetrovnega, zato se bo verjetno malo poznalo, ko se bova pogovarjala. In tako lepo je tukaj, da sva rekla, da še eno našo oddajo posnameva v naravi in da spregovorimo ravno o lepoti, o hvaležnosti, ki prihaja z lepoto in pa tudi o dobroti. Se mi zdi, da so to stvari, ki so vse povezane med sabo. Kaj meniš, Karel? Predvsem so to stvari, najprej lep pozdrav vsem, ki naju spremljate. Predvsem so to stvari, ki nam usmerjajo pozornost, oziroma če usmerimo pozornost na lepoto, potem se prebuja občutek hvaležnosti, ki na nek način dviguje naše notranje moči. Sami vemo, so dogodki, ki nas lahko potrejo, potlačijo. Še posebej, če smo preveč pozorni na to, kar lahko človeka prizadene, so pa dogodki, so pa razlogi, zaradi katerih se naše notranje moči, naša notranja energija preprosto dvigne. Zdaj sva v eni krasoti, v oazi, lahko bi rekla lepote, kot je cela Slovenija ena oaza lepote v svoji raznolikosti in pestrosti. In če te lepote, če vsega tega, kar nas kot čar ne opazimo, je dejansko v škodo, kajti ponujeno nam je to, kar nam daje moči, kar krepi, kar prebuja ne nazadnje tudi telesno, fizično odpornost. Saj sami vemo, da če pazimo na svetlobo misli in pa na svetlobo razpoloženja, to krepi naš imunski sistem. Zato si je zelo, zelo pomembno odmeriti pravo dozo, pravo količino vsega tega, kar nas krepi. Še posebej takrat, ko se moramo soočati s situacijami, ki niso lagodne. Zato so ljudje od nekdaj recimo poromali ali v gore ali na sveta mesta, zato da so ob vsem, kar so doživljali recimo v dolini, na nek način se povzpeli nad to in zavestno iskali to, kar jih je potem notranje ukrepilo, da so se potem, ko so se vrnili v dolino, lažje soočali z dejstvi življenja, ki pogosto niso prijazna, ki so lahko zelo težka. So situacije, ki jih ne moreš spremeniti, ki jih moraš preprosto sprejeti, s katerimi moraš živeti, in je tukaj vprašanje, kako se krepim, v čem najdem tisto lepo, v čem najdem tisto dobro, ki mi da zadostnih moči, da zmorem pol tudi napore življenja. Če bi nekdo mislil, da je življenje lahko samo enostavno, samo lepo in bi potem samo v krogu tistih situacij, s katerimi izgublja energijo, vztrajal, ne da bi izstopal iz tega po dodano vrednost, bi na nek način se zaprl, zadušil v tisto, zaradi česar bi potem tudi izgubil življenjske moči. Zato je pozornost na lepo, na to, kar budi hvaležnost, kar budi dobra čutenja, zelo pomembna. In ko vem, recimo, da sem lahko hvaležen, da živim v tej oazi lepote, da se tam, ne vem, če se vidi v zadju, pase gospa Kapra, ko to vem, potem marsikakšen napor mnogo lažje sprejmem. To ne pomeni z lahkoto, ampak mnogo lažje. Ampak se moram zavestno odločiti, da se bom krepil in s čim se bom krepil. Midva večkrat govorijo o tistem razmerju 5:1, to je odločitev. Imamo tudi razloge v 100:1, ampak 100 razlogov, da sem nesrečen, na eno, pa še to mogoče včasih, da bom opazil, zakaj sem lahko vesel. Sreča je odločitev. Ko se jaz zavestno odločim, da bom na to, kar me bremeni, kar prenašam kot križ, iskal to, kar me svetli, kar mi bo dalo moči, da se bom z realnostjo življenja lažje soočal. Tudi to sva že govorila, kako je idealizacija pravzaprav velika past. Če hočeš ti vse samo idealno, bo zelo pozorna to, kar ni. Stopnja idealizacije meri stopnja razočaranja, sprejeti realnost. Ampak v realnosti so plusi in minusi. In se zavestno odločiti, da bom pozoren na pozitivnosti, da bom lažje prenašal tisto, kar pa ni enostavno. Ampak ko govoriva o tem, da se zavestno odločiš, da opazuješ lepoto, da gledaš lepoto, pomeni dvojno. Moraš si vzeti čas in moraš
krepiti svojo pozornost. Ali meniš, da je ta čas, ko smo vsi nekako se zaustavili, zdaj se počasi vračamo proti tistemu normalnemu življenju, prebudil to v ljudeh, da smo se ustavili, pogledali, ali pa morda je pri komu prebudil ravno nasprotno, da je namesto vsega tistega lepega, kar je, se osredotočil točno na tisto, kar pa ni. Tudi to je stvar odločitve. Če hočeš ti biti pozoren na to, kar ni, boš imel dosti razlogov. Recimo, me kličejo ljudje, ki so pozorni samo na to, kar ni, kar je negativno, kar ni urejeno. Sej, to so dejstva, da marsikaj tega ni. Ampak recimo zdaj, če se ti odločil, da boš pozoren na negativno, ne pričakuj, da bodo v tebi blago prijetno počutje. Ne, povečevala se bo tesnoba, strah, zbeganost, občutek, da vse drvi proti neki katastrofi, ampak to je tvoj občutek, ker si se hranil z tem, kar je te tvoje občutke prebudilo. Zato je zelo pomembno, da se pač zavestno odločiš, ne bom ob dejstvih življenja pozoren tudi na dejstva, ki so pa pozitivna. Zdaj šumi veter, mogoče v zvoku te, ki naj spremljajo, malce zmoti, ampak če ga pa poslušaš v živo, je pa to spokojno šepetanje. Če poslušaš šum vode, to je šum, ki pravijo najbolj sprosti napetostne vozličke. Če gledam zelenje trave, to je barva, ki valovi na ta način, da me odpočije, da me umiri. Če gledam recimo to listje v zahajajočem soncu, vse to me umirja. Toda ali si vzamem čas za to, ali sem ozavestil, da to potrebujem. Zelo zanimivo je bilo, saj veste, 6 dni delaj, 7. dan počivaj, ker je še manj, da Bog počival. Tak pravijo, to je pa seveda povedano v podobi, v zgodbi, ampak kot naročilo, da bomo mi božanski takrat, ko se bomo znali tudi ustaviti. Ko si bomo pa vzeli en dan v tednu, ki bo za razkošje. Ko bo vsak ob vsem tem, kar družino povezuje, seveda v skupnem dogajanju, imel tudi tisti osebni, zasebni čas, se opravičujem, pa skupni čas, v katerem bo fino. Ko se bojo ljudje zmenili, recimo meni je fino, če gremo, v hribe, ampak bomo slušali tudi tistega, ki mu pa to ni fino. In bomo znali kot družina uskladiti interese, potem pa kot posamezniki seveda si privošči tudi tisto, kar nas umiri. Je bilo zelo zanimivo, ko so delali analizo živalmi. Živali, ki niso en dan počivale v tednu, so prej obnemogle. To je en ritem, ko preprosto človek potrebuje čas za prijetnost, za razkošje, zato da mu je fino. Ko greva do tega, da je človeku fino, se mogoče pa lahko navežem tudi na eno vprašanje, ki smo ga v tem tednu dobila. In sicer eno od najinih spremljevalk, najinih pogovorov zanima in je prosila, naj se malo dotaknemo tudi teme, ki se veže na dobroto. In na tisto znano vprašanje oziroma trditev, da dobrota je sirota. A je to res, ali to res drži in kako nekaj darovati, brez da bi pričakoval hvaležnost, ali pa še kako, ko nekaj daruješ in pričakuješ, da bo nekdo to vsaj opazil, pa ni tistega odziva. Dobrota je dejanje notranjega vzgiba. Ko jaz začutim, da moram storiti dobro dejanje, Khalil Gibran je napisal, ko te pokliče ljubezen, ji odgovorite. Ko jaz čutim notranji vzgib, da naredim dobro zaradi tega. Ne zato, da bom dobil povračilo. Ampak mislim, da pri dobroti morata biti 2 elementa. Prvi, slediti dobremu vzgibu, torej tej notranji duhovni pobudi, narediti korak dobrote, s tem si to izpolnil in tudi dobiš povračilo, prijetno počutje. Drugo pa je, da ostajamo na ravni spoštljivosti, pravičnosti in odgovornosti. Jaz zato, ker hočem biti dober, ne smem prekoračiti pravičnosti in odgovornosti tudi do samega sebe. Zato, ker bom jaz čutim, da bi nekomu pomagal, pa grem preko svojih moči in dejansko samega sebe potem spravim v stisko. To mora biti ta treznost. Predvsem pa, kot si rekla, lahko rečemo, da dobrota je sirota. Ampak sirota je takrat, ko mi pričakujemo, kar dejansko ne moreš dobiti. Se spomnim, ko sem deloval z mladimi v komuni
In potem, ko so uspešno komuno končali, ne, pač pa misliš, pa se te bojo še kaj spomnili, pa ti bojo izrazili hvaležnost. Ne, mnogi te odpišejo. Ampak ne zato, ker bi te hoteli odpisati, ampak ker želijo zapustiti tisto fazo osebne stiske, ki so jo mogli dejansko preiti. In če bi jaz zdaj pričakoval, bojo pa hvaležni, pa me bojo poklicali, pa ne vem kaj. Ne, čisto naravno je, recimo, ko ti nekomu pomagaš v stiski, stiska je na nek način travmatično dejanje, ki ga želi človek, ki je bil v njem, zapustiti. Ampak s tem pa mnogokrat zapusti tudi tebe, ki si mu dobro storil. Ampak jaz ne storim dobro zato, da bi bil nekdo hvaležen, ampak zato, da samega sebe uresničim v poslanstvu. In ko te pokliče ljubezen in ti imaš moč, da storiš, dejansko moraš opraviti samo svoje poslanstvo. In če si v sozvočju z svojim poslanstvom, si tako v spokojnosti, v ravnovesju, v tej duhovni prijetnosti. In je največja nagrada ta duhovna prijetnost in spokojnost. Če pa jaz računam, da mi bojo pa pol odvisni, ne, sem že povedal naprej hvaležni, sem pa dobesedno odvisnik. Ne. Potem se pa jaz delam dobro zato, da bo rekel, pater Karel, hvala, pater. To je patetika, pa to je bedasto. Ne. Ne, meni je fino, da izpolnim poslanstvo in sem potem miren. Ko naredim, Jezus pravi, ko narediš neko dejanje, ne glej nazaj, ampak pojdi naprej, ampak bodi zvest temu, čemur si bil tako spodbujen. Ne. Pričakovati hvaležnost, veste, je pa potem res, da izraziti se mora. Recimo, če govorimo o družini, mora biti beseda hvala. Ampak ko pa ti vidiš nekega človeka, ki je v stiski, pa mu pomagaš, ti bo mogoče izrazil takrat hvaležnost, potem bo pa mogoče celo pozabil, ker hoče pozabiti svoje traumatično. Ampak doma, pa da ne bi zdaj to napačno kdo razumel, so pa besede hvala, prosim, oprosti, čudodelne. Ne? Takrat pa mora biti hvala, izraz hvaležnosti, nujna gesta, ker na nek način danes smo jedli dobro kosilo, ki nam ga je Jana pripravila, ne? In dejansko je prav, da ti rečemo hvala, preprosto zato, da te potrdimo v tvojih naporih, ker take besedice so kot blagoslov, ki ti da potem tisto notranjo moč, da lažje zdržiš napore. Torej v krogu družine pa morajo biti ti izrazi razkošja, okrepitve, nekaj samoumevnega. Se vemo že, male otroke navajamo na te čudodelne besede, prosim, ne? S tem se otroka navajamo, da stopi na pravi odnos, torej spoštljivosti, odprtosti, ne nadutosti, ampak zavesti, da smo drug drugemu dar. Ne? Te besede temu pomagajo, oprosti, ne? Ko se prizadenemo, in pa seveda besedica hvala je zelo, zelo pomembna. Ne? Da moči, je res čudodelna, okrepi. Zdaj sem se ravno spomnila na to, na dobrodelne akcije in podobna poudarjanja, ko se potem javno vsi napišejo, ti so prinesli to, pa to, pa to. Koliko je potem v tem res tiste pristne dobrodelnosti tega, ko si rekel, da te pokliče, koliko je pa tega, oni so dali, mi moramo tudi. Je kar včasih problematično izstopiti iz tega sveta, kjer želimo imeti včasih pa zelo vse napisano in evidentirano, kako smo dobri. Torej, recimo, če jaz sledim dobremu vzgibu, recimo, da se neka stvar pripravlja, da se potem smo povabljeni, da priskočimo tako ali drugače na pomoč, ne? Če jaz temu sledim in iz notranjega vzgiba, ker čutim sozvočje, kar se dogaja, ne? Kar se pripravlja, potem sem prepričan, ko razmišljam o sebi, nimam potrebe, da sem kjerkoli zapisan. Če pa ne čutim te notranje poklicanosti, ne, se pač zbira denar za, ne vem, barvno okno, pa se zbira denar za gasilski avtomobil, pa ne čutim tega, ne, pa dam na muko, ne, na prisilo, pa hočem povračilo na ta način, da me pa napišejo na kabino avta. Šalim se. To mora vedno v sozvočju, ne, v sozvočju, ko vem, da recimo gasilci rabijo, dejansko samega sebe uskladim v to odprtost, v pripravljenost pomagati in potem ni dobene potrebe, da sem zapisan kot
boter ali pa kot ne vem kaj. Če pa delam pač zato, da bom napisan kot boter, pač delaš zato, škoda, ne? Ker je povračilo tega, da si ti napisan navzven, veliko manjše kot tisto notranje zadovoljstvo. Jezus pravi, ne? Ko daješ desnica, naj ne ve levica, kaj dela, ne? In je v bistvu, to je da ti je notranje fino. Če pa nimaš tega, če si pa ne znaš priskrbeti tega notranjega zadovoljstva, pač rabiš veliko navzven, tudi teh potrditev, pa da te kličejo za dobrotnika, škoda. V bistvu notranje zadovoljstvo je tisto bistveno v naših življenjih. Ja, duhovna spokojnost, prijetnost, ker ko ti delaš dobro, se dejansko v tebi prebudi dobro, ne? To na nek način prideš v to sveto enost, dejansko vzvaloviš to, kar daješ, to dobiš, ampak ne navzven, ampak v notranjem počutju, ne? In je to res najboljše, to povem iz lastnega izkustva, nobenih zunanjih priznanj ne potrebujem. Potrebujem samo to, da sem notranje miren, spokojen, da sem v zadovoljstvu, da sem v duhovni prijetnosti, da sem v duhovnem ravnovesju. To je največje. Če bi ne naredil dobrega, ko sem k temu poklican, me to obremeni. Ko pa dobro naredim in sledim temu klicu ljubezni, me to samo po sebi nagradi s tem zadovoljstvom, ki največ odtehta, ki največ daje. Kaj mi bo neko zunanja stvar, če pa dejansko iščem samo to, da mi bo v meni fino in dobro. In vse je odločitev. Vse je odločitev, sreča odločitev. Je pa seveda potrebno poznati določene zakonitosti, recimo kako to dosež, prej smo omenjali, ne? To pozornost, pravo pozornost na pozitivno. Določene zakonitosti preprosto moramo poznati, ne? Se pogovarjava v okviru knjižnice, mnoge knjige imate zelo kvalitetne, ki pomagajo prebujati zavest, ne? Ki nam odpirajo uvide v spoznanja, ki so zelo pomembna, kajti tudi tisti, ki so knjigo napisali, so jo napisali zato, ker so opravili neko pot do zadovoljstva in so samo opisali, kak alpinist bi napisal, svojo smer vzpona na Triglav, določeni pisatelji so pa napisali svojo smer vzpona na goro zadovoljstva, ne? In sami vemo, da gremo tudi na Triglav po poteh, ki so jih uhodili že drugi, in da je dejansko dobrodošlo, ko na nek način odkrijamo tudi poti zadovoljstva, ki so preizkušene. Ampak vseeno pa potem nekje navadno najdemo eno svojo pot, ki vsak ima malo vseeno. Ki se najbolj prilagodi naši osebnosti, našemu značaju, pa še tu vsekamo kdaj kakšno bližnico, ampak ne bližnico nujno, da je to bližja pot, ampak svojo, ker nas mečka na tej poti pritegne v neko našo osebno svojskost, po kateri se lažje uresničujemo, dobi dejanje naš osebni okus. Ampak ravno to je zanimivo, ker potem se na tej poti tudi učimo in pridobivamo nova znanja, nove izkušnje in mogoče je ravno to tisti čar življenja. Zakon setve in žetve so naši predniki zelo, zelo spoštovali. Mi rečemo s tem sedaj zakon vzroka in posledice. Namreč najbolj se izučimo, ko nekaj doživimo. To je tista celostna informacija, ki ni zgolj razumska, ampak je povezana tudi z našim počutjem, ne? In ko ti narediš nekaj v pravi smeri, na vzponu na goro zadovoljstva, dejansko ti je prijetno. Ko pa se zmotiš, pa doživiš eno tako čutenje, ki ni najbolj prijetno in je dejansko na notranji ravni, notranji doživljajski resničnosti odvrnitev oziroma usmeritev v tisto, kar bo bolj ustrezalo, da bomo dosegli tisti cilj, da bomo pri vzponu na goro zadovoljstva. Tako, kaj bi še dodala danes? Da piha veter. Da piha veter, da naj bo odneslo. Tukaj v tem toplem, pozno pomladanskem, oziroma še ni pozno pomladanskem dnevu prav prijetno doživljati. Mogoče je bil za te, ki naj spremljajo, malce moteč, ampak mogoče boste pa kdaj organizirali kakšen izlet
v mini zasedbah, ne, več pomalo, da bodo tudi ti, ki nas zdaj takole spremljajo, doživeli to razkošje, da bodo spoznali gospo Kapro, tam nazadej se pase, da bodo začutili, koliko tega je, iz česar se lahko hranimo. Pa ne misli, da samo tu na Konjskem vrhu, ne. Šmarje, okolica, pravzaprav sleherni kraj Slovenije za svojo okolico ponuja rajske prizore, ne. In treba se je, kot si rekla prej, preprosto odločiti, da se bomo krepili ob tem, kar je lepo, ne. Prej smo omenjali šum, zvoke, vonjave, ne. Ko vonjaš to, te arome, ki jih prinaša narava, ne, kako pašejo, bolj kot katerikoli parfum. Ko gledaš te barve, recimo mi imamo veliko zelene barve. Zakaj? Zelena barva valovi tako, da nas notranje spočije. Recimo tam, kjer so puščave, je veliko rjave barve. Zakaj rjave barve? Ker rjava barva dejansko prebuja občutek stabilnosti, ne. Tisti ljudje, ki se morajo soočiti s trdimi razmerami v puščavi, rabijo stabilnost, moč in oporo, ne. Toliko tega je v valovanju in pa naj bo vetra, arom, barv, ki nas želijo vse ukrepiti. In je prav, da se jim prepustimo, da v tem črpamo tiste moči, da se potem lažje soočamo z tem, kar je bolj zahtevno, kar je naporno, kar nas utruja. Treba je tankati, ne samo avto, tudi same sebe, s tistim, kar nam potem daje moč, da delujemo, ne. In želim tem vam, ki nas spremljate, da bi mogoče prav zavestno ozavestili, kaj je pa tisto, kjer bi se lahko vi še bolj okrepili, še bolj stabilizirali, si nabrali še več tistih moči, da se boste potem soočili ne z idealnostjo, te ni, v nobeni družini ni, v nobenih okoliščinah ni, samo realnost je. Ampak v realnosti je toliko tega pozitivnega, ozavestiti pozornost, kaj je tisto, kar me bo krepilo neodvisno od najbližjih. Ne? Da bom potem z svojimi najbližjimi in v situacijami življenja imel tisto natankanost, ne? Tisto notranjo moč, da bom lahko deloval in se uresničeval v svojem poslanstvu. To je to. To je to za danes in za danes se poslavljava. Skupaj sva spet prihodnji teden in potem počasi bomo že zaključili našo sezono. Tam nekje do konca maja se bomo srečevali, od jeseni pa upam, da tudi v živo v Šmarju. Tako, Jana, gospa Kapra in jaz vas prav lepo pozdravljamo. Srečno. Srečno!